To je izredno pomembno pri vsakem podjetju in v kulturi. Pri nas nihče ne prevzema odgovornosti. Torej, še vedno živimo bolj v kolektivni odgovornosti, kot v individualni odgovornosti. Zdaj, individualna odgovornost prinaša seveda kapitalizem, demokracijo in to kolektivna odgovornost prinaša kolektivno. In v kolektivni odgovornosti podjetja ne morejo uspeti. Mi smo seveda padli v en čisto drug svet, ko smo se v 80-ih, ko smo se začeli z glasbo ukvarjati. Mi smo živeli v kolektivnem svetu, ker nihče za nič ni prevzel nobene odgovornosti. V bendu, kjer pa smo se hoteli uveljavljati recimo v enem 20-milijonskem trgu, so pa že v enih večjih mestih, v Beogradu, Zagrebu, Reki in Sarajevo, zelo dobro obvladali individualno odgovornost in dobro obvladali management, podjetništvo v glasbenem poslu, ki pa ga mi seveda nismo obvladali. In moram reči, da v Sloveniji še zdaj popularne glasbe ne obvlada nihče ničesar. To je čista slika in prilika kulturne produkcije. Če sploh bi o popularni glasbi morali govoriti v okviru nacionalnega programa kulture, recimo. Tako da to je spet ena izmed pomembnih stvari, ki jih zagovarjamo v tej knjigi, individualna odgovornost, kolektivna odgovornost. Preden sem se sam zavedal, da moram prevzeti odgovornost, je preteklo polovico življenja, verjetno mojega že.